Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane, v oddaji Evropski utrip. Tokrat v pogovoru preko Skype povezave v Bruslju, kjer je mini plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, dr. Milan Zver, vodja slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki. Lep pozdrav v Bruslju, spoštovani gospod Zver. Vprašanje. Včeraj vas je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker v narekovaju razsvetlil z svojo belo knjigo o prihodnosti Evropske unije do leta 2025 v narekovaju z 27 zvezdicami. Ja, očitno je Evropska unija res v tako hudi krizi, da potrebuje tovrstne rešitve. Juncker se ni odločil včeraj za neposredno za nobeno odločitev. Jih pa je ponudil kar pet scenarijev prihodnega razvoja Evropske unije. Po eni strani je to nekak začetek vse splošne evropske razprave. Niti ni mišljeno, da bi se Evropski parlament danes ali pa naslednji mesec že odločil o kakšnekoli varianti, ampak želi bolj dati ta dokument v razpravo in to ne samo evropskim inštitucijam in politikom, ampak kot pravi tudi rad bi slišal državljane, tudi civilne družbe, nacionalnim parlamentom in tako naprej. Skratka, hoče poiskati neki konsens, neke minimalne imenovalec, s katerim bi se velika večina strinjala in da bi lahko Evropa dobila neko novo legitimnost, neko novo upravičenje in da bi lahko normalno delovala. Sedaj pravi, da tako težko deluje. No, katerih 5 možnosti pa je ponudil? Najprej, ena, ki se ponuja sam po sebi, je tak, da sedaj že vodimo. Moramo pa priznati, da je v primerjavi z prejšnjim sestavom komisije, z Barrosovo komisijo, Juncker precej dereguliral Evropsko unijo. Prejšnjič smo kar za 4-5 krat sprejemamo manj kakšnih aktov, ki regulirajo posamezna področja in to je dosežek njegove komisije. No pa vendarle tudi ta nima nekega splošne podpore. Druga opcija, ki jo je ponudil, bi pomenila zgolj Evropsko unijo kot skupni trg. Torej trgovina in skupni trg bi bila osnova za skupnost v tej obliki. To je verjetno premalo za marsikoga, ampak recimo skrajne desne stranke bi zagotovo igrale na to karto oziroma se z njo strinjale. No, tretji scenarij je tudi zelo pomemben oziroma zanimiv. Juncker ponuja neke koncentrične kroge. To pomeni Evropa več hitrosti, to pomeni, da bi tiste države, ki so tudi sicer bile do sedaj bolj voljne, da bi tudi poslej igrale pomembnejšo vlogo v Evropski uniji, druge pa bi se svobodno odločile, ali se priključijo posameznemu projektu, recimo kot je evro ali pa kaj podobnega, ali ne. Vendar bi moralo biti tudi ta verzija razvoja Evropske unije inkluzivna, torej ne bi smela naprej nikogar izključevati. No, četrta je prav tako zanimiva. Pomeni skupnost, ki bo imela manj skupnih točk, manjši skupni imenovalec, ampak bi bila bolj učinkovita. Tudi to je dokaj zanimivo zlasti za tiste države, ki so bile bolj evroskeptične oziroma tiste vlade, ki so poudarjale, kritizirale pretirano regulativno vlogo Bruslja. No, peti scenarij je pa tisti, ki ga zagotovo ne bo mogoče podpreti razen na kakšni levici. Gre za še več Evropske unije, še več skupnih politik, še bolj enotno unificirano Evropsko unijo. Jaz mislim, da ta varianta ne bo dosegla politične podpore ali pa večinske politične podpore tudi med evropskimi državljani. Je pa res, da je te scenarije pripravil na podlagi različnih kriterijev, recimo kakšen odnos bi imele države, kakšno vlogo bi imele države recimo v zunanji varnostni politiki, pri proračunu, v monetarni ekonomski uniji. Skratka, ni pripravil kar tako predlogov na pamet, ampak jih je poskušal na podlagi teh različnih področnih politik ugotoviti stopnjo integracije oziroma stopnjo regulacije. V bistvu se ti scenariji razlikujejo med sabo samo po tem.
Dejal je, ideja več ali manj Evrope, ta pristop je napačen, zdaj je ponudil čisto konkretne rešitve. Kar se mene tiče, morda bili trije scenariji dovolj, ne. Sedanji, ki poteka, pa torej manj regulacij in tisti z več regulacijami se ljudje lažje odločili. Zdaj so malo bolj zapleteni, ne, in se bojim, da razprava ne bo ravno najbolje potekala. Povejte mi, prav gotovo je v svojih besedah Juncker se najbolj zavzemal za Evropo dveh hitrosti. Ali lahko zdaj nekako simbolično jemljemo, da je prav danes prišel z predsednikom Evropskega parlamenta na obisk v Slovenijo, da Slovenijo umešča v vlak, ki bo imel največjo hitrost v tej Evropski uniji? Ti njegovi obiski, ne, in tudi obiski visokih predstavnikov v državah članicah so nekaj normalnega in običajno, kadar kamorkoli potujejo, so zelo džentelmenski v izjavah, diplomatski in seveda je tudi v intervjuju za STA je Juncker dajal pozitivne ocene, v Sloveniji govoril v superlativih in nekaj drugače se tudi ne more pričakovati, ne. Sicer, kot vemo, pride konec tedna v Slovenijo z visoko delegacijo, tudi predsednik Tajani bo tam, kjer se bo srečal z najvišjimi predstavniki slovenske države in politike. In to so bolj protokolarni obiski, vsebinsko manj pomembni. Slovenija ne bo na teh obiskih dosegla prav ničesar, četudi bi si nekateri želeli, da bi dahnil da recimo slovenski resnici o teranu ali pa arbitražnem sporazumu. Vendar te ključne vsebinske stvari med Unijo in pa članicami se rešujejo na drugi ravni, ne pa na vrhunskih obiskih. Povejte mi na koncu v enem, dveh stavkih, vseeno nekaj konkretnega pa bo morala komisija predstaviti do izrednega vrha Evropske unije, aprila meseca. No, ta bela knjiga je nekaj konkretnega. Jaz mislim, da bo okrog tega potekalo kar veliko razprav. In tudi Juncker si je zastavil taki načrt, da bi skozi celo leto zajel v to razpravo čim več inštitucij, organizacij in pa seveda tudi posameznikov. Večkrat je poudaril, da želi slišati mnenje od državljanov. Jaz si to sicer ne predstavljam, kako bo to, ampak očitno bo organiziral veliko tako neposrednega stika z državljani in bo poskušal še od njih dobiti kakšen signal, ne. Na koncu bodo seveda tudi odločile vlade o tem, kakšno Evropsko unijo želijo imeti, ne samo evropske institucije ali pa nevladne organizacije. Torej, zanimivo, prve odzive bo Juncker dobil prav v Sloveniji. Gospod Milan Zver, do plenarke v Strasbourgu pa vse dobro. Tudi vam. Nasvidenje. Hvala lepa za pozornost. Vidimo se torej, ko bo plenarno zasedanje v Strasbourgu. Srečno.